Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Režiser Tomi Janežič v sklopu Evropske prestolnice kulture GO 2025 s širokim kolektivom gledaliških sodelavcev ustvarja obširen projekt s naslovom Gledališka dodekalogija 1972-1983 s podnaslovom Transgeneracijska dokumentarna fikcija. V njem spremljamo zgodbe in usode ljudi, družin in sodobnikov, ki so jih v minulem stoletju na različne načine zaznamovali Gorica, Nova Gorica in njun okoliš. 12 predstav se bo zvrstilo od januarja do decembra, približno na polovici ciklusa smo režiserja povabili pred mikrofon. Spoštovani Tomi Janežič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej čestitke za predstave, ki smo jih videli v prvi polovici leta. Hvala. O tistih, ki jih še pričakujemo, bo vas pregovorila nekoliko pozneje. Gledališka dodekalogija 1972-1983 je obsežen projekt tako v vsebinski zasnovi kot realizaciji in za začetek me zanima več o zamisli, osnovanju pred vstopom na oder ali več njih, odkot ideja, gradiva, koliko časa že pripravljate projekt. Je dolgo, ne? Ja, se pravi, mislim, da so intenzivne priprave se začele že več kot 2 leti nazaj, ampak v resnici pa 3, ne? Tako da, ja, je to nekaj neobičajnega, posebnega, ja. Potem so se kmalu začele tudi vaje v tujini, nekaj predstavljajo, da bi lahko v enem letu predstavili 12 predstav, jih je bilo potrebno začeti pripravljati že prej, ne? In tudi premiere nekaterih predstav so bile že pred samo Evropsko prestolnico kulture, da bi lahko te predstave iz tujine potem gostovale tukaj. Odkud zamisel? Ja, torej Neda Rusjan-Bric, ki je snovala idejo za Evropsko prestolnico kulture, je želela domov povabiti Goričane, ki so recimo po večini ustvarjali v tujini, in se je zdelo zanimivo, če bi tudi jaz prišel spet v Novo Gorico, v kateri sem odraščal, in tako se je v bistvu vse začelo. In hkrati se je v nekem ustvarjalnem smislu zame začelo porajati vprašanje, kaj lahko na nek način za to mesto, v katerem sem odraščal, naredim, kaj bi bilo zanimivo tako zame, kot za samo Evropsko prestolnico kulture in kaj je možno znotraj tazga konteksta. Recimo, celoletna predstava, verjetno v nekem drugačnem okvirju, vprašanje, če je bila smiselna, vprašanje, če je bilo možno realizirati toliko enih povezav, sodelovanj z različnimi gledališči pri nas v tujini. Ampak pa eno mesto celo leto utripa na nek način z umetnostjo in s kulturo, postanejo neke stvari, take edinstvene stvari možne in smiselne. Tako da jaz sem dolgo razmišljal o predstavi, ki bi lahko trajala celo leto, in evo, se je to zdaj uresničilo, ne. Ta predstava je zame neke vrste, ja, po svoje omaž temu mestu, in grajenje ene mitologije, ki jo nekateri kraji pa mesta že imajo, ne. Novo mesto, kot je Nova Gorica, pa bi svojo mitologijo težko že imela, ne. Ampak te mitologije, ne, družinske ali pa mestne ali pa družbene ali pa kakršnekoli že potrebujemo. No, in zame mislim, da gre za to, ja, gre za pisanje zgodbe enega mladega mesta, ki je povezano s starim mestom, tik ob njem, in ki je povezano z drugimi mesti po svetu. Ja. Kaj pa ti 2 letnici, 1972 in 1983, zamejujeta? Ja, to je obdobje, v katerem sem jaz prav odraščal v tem mestu, ampak je pa v bistvu obdobje, ko je to mesto
gradilo se je sve že bistveno prej, ampak to so bila ena leta, ki se jih ljudje spominjajo in ki so bila pomembna za to mesto, kjer je v nekem smislu zadihalo, res dobilo ene pomembne referenčne točke v prostoru in tako, in ene dogodke, ki se jih vsi spomnijo, in hkrati so bila to v družbenem smislu ena prelomna, prehodna leta, pravzaprav 70. leta so bila v Jugoslaviji zaznamovana po eni strani z nekim optimizmom in upanjem, po drugi strani pa ravno obratno, bi rekel, z enim zaradi ekonomske politike predvsem in tako naprej, zaradi ugibanja, kaj se bo zgodilo, ko bo Tito umrl, kaj bi lahko še to državo, ko bi rekel, držalo skupaj, je vse neizogibno vodilo v bankrot. Tako da ljudje niso niti vedeli, se pravi, tam 81. Država ne more več niti odplačevati, se pravi, obresti od posojil, ki jih je imela in tako, in je treba narediti potem plan, dolgoročni plan ekonomske stabilizacije, kot se je takrat reklo. No, in v začetku 80. je na nek način po smrti Tita se da že kar videti, ko bi rekel, procese, ki so se takrat začeli in neki različni demokratični procesi, ki so potem vodili v to, da je ta država razpadla. Ja. Ampak glede na zdaj povedano, to ne pomeni, da bo ta dodekalogija se iztekla v pesimističen konec. Ne. Pa se ta konec je bil, ko gledamo stvari nazaj in ne ocenjujemo tega samo, kako bi rekel, enoznačno. Ne. Predvsem to, ne? To tudi predstava pravzaprav izpostavlja. Ne? Ja. Ne, ampak težko se je izogniti nekemu družbenemu kontekstu, ki ga lahko zdaj gledamo nazaj z drugačnimi očmi. Ne? Se pravi, mene je zanimalo in me zanima en čuden splet zgodb, ki so popolnoma osebne, medosebne, družinske, medgeneracijske, ampak so povezane tudi s spremembami, z družbeno-političnimi spremembami, ki so se dogajale skozi 20. stoletje. Povsem drugače so neko družbeno situacijo doživljale pač različne generacije. Ne? In mi imamo tukaj v zgodbah generacije iz časa še konca 19. stoletja, ki so preživeli Prvo svetovno vojno ali pa obdobje med obema vojnama, kjer je bil tam na Goriškem fašizem, potem Drugo svetovno vojno in dogodke po njej. Skratka, pa vse do v bistvu današnjega časa. Mislim, dodekalogija je, te letnice so v bistvu kot neka vrata v zgodbe, ki segajo skozi celo stoletje. Ja. Pravzaprav sem o tem želela tudi zdaj spregovoriti, namreč tudi naslov Destiny oziroma Destination, kot je poglavje oziroma sklop znotraj projekta EPK-ja, je tudi širši kontekst, znotraj katerega nastaja gledališka dodekalogija, in v njej se predvsem ukvarjate z usodami ljudi na določenem kraju in določenem času. Ta dva oba pa se raztezata čez vse prejšnje stoletje, še malo dlje. Prostor Goriške je prav tako široko definiran. In pravzaprav sem imela pod vprašanje, kakšen je bil vaš osebni vstop v ta kontekst. Malo ste že povedali o tem. Ja, jaz vse predstave doživljam zelo osebno in zame je, kot rečeno, osnovn, ne bom rekel, da je osnovna inspiracija, ampak nekaj, kar je zelo pomembnega. Pač to obdobje, ki sem ga jaz tam doživel in ki se ga spominjam na zelo barvit način, tako kot iz enega filma, no? Ki ima eno vzdušje in ki ima en žanr, zdi se kot en tak italijanski film, če lahko tako rečem. Se pravi, to odraščanje, zgodnje odraščanje je seveda povezano z dvorišči in stanovanji in z blokom in z odkrivanjem teh lokacij blizu bloka, ki so bila pa te lokacije, ti prostori, te točke, ne, dogodkov bile pomembne tudi za samo mesto, ne, recimo stadion ali pa kakšni še drugi kraji, ki jih v dodekalogiji omenjamo. Hotel Argonauti. Recimo, ja. Se pravi, to so neke referenčne točke, ki
se jih vsi Goričani, ne, ki jih mi ogrede, takrat sploh ni bilo veliko, govorimo o nekaj tisoč v bistvu ljudeh, ki so živeli v mestu. Ne. No, skratka, vsi spominjajo. Ne. V umetnosti je to, bi rekel, ni nič posebnega. Ne. Je cel kup avtorjev, ki raziskujejo neko svojo osebno arheologijo, ne. To so referenčni avtorji za nas, recimo, večkrat omenjam Danila Kiša, ne, in mnoge druge, ne, ki skratka skozi neko osebno arheologijo se loteva tudi družbene arheologije, ne, poskuša boljš na nov način razumeti čas, ki ga je opredelil, ugiba o ljudeh, ki so bili pred njim, in tako naprej. Ne gre zgolj za obujanje spominov in nostalgijo, seveda. Se pravi, da je po vašem mnenju smoter tega obujanja preteklosti, odkrivanja, razkrivanja, pravzaprav neki novi pogledi, neke nove interpretacije, nova razumevanja teh dogajanj tega časa, recimo skozi različne osebne, lokalne, svetovne dogodke, pravzaprav nas peljete skozi predstave, ne? Da bi boljše razumeli, se mi zdi, sebe, da bi boljše razumeli čas, v katerem smo, se je treba umakniti, ne, se je treba oddaljiti. Mislim, ta postopek je bil recimo pri Brechtu standarden, ne. Te njegove igre se ne brez razloga dogajajo pred več stoletji ali pa v Aziji ali pa kje drugje, ne. In podobno je tukaj, ne, v bistvu takoj, če se umakneš v bistvu nazaj, ne, čeprav je to samo, dajmo reči, 50 let, ne, že ta odmik omogoča na nek način neko primerjavo in s tem omogoča nek razmislek o tem, kdo smo, ne. Se pravi, in ko rečem, kdo smo čist mi osebno, se pravi, kaj je in kaj bolj in kaj manj bistveno v življenju, mislim, kako se v bistvu te življenjske zgodbe pišejo, ne, da mogoče na lastno življenjsko zgodbo pogledamo z več distance in na odnose in na to, kar v življenju ostaja in to, kar je minljivo in kar mogoče, ker zanimivo je opazovati, kaj pravzaprav ostaja v spominu, ne. In kaj je tisto, kar o naših prednikih, če jih sploh poznamo, bolj ko gremo nazaj, bolj podatki odpadajo in ostajajo samo neki določeni podatki, ne. Samo neke določene zgodbe, ne, ki so bistvene ali niso bistvene, ampak z nekega razloga tako je. Skratka, razmislek in seveda razmislek o družbi, ne, družba se spreminja, ne. To, če gremo nazaj, nam omogoča razmisliti o zdaj, ne. Ampak se mi zdi bistveno tudi prav to, nekako eno potovanje skozi te spremembe, ne. In mi tega ne počnemo linearno, ne počnemo tako vzročno-posledično, ampak asociativno, ne, se pravi, hodimo naprej in nazaj. Na nek način prinašamo v prisotnost, kako bi rekel, različne, v neko sobivanje, različne čase in prostore in tako naprej. Podobno kot so prostori in časi shranjeni v naših možganih, ne, kjer so hkrati na enem mestu, ampak hkrati si predstavljamo, da je to, kako bi rekel, v prostoru in času, ne. Ja, res ste zbrali, kot sem doslej videla, ogromno zgodb, informacij, podatkov, pričevanj, intimnih in javnih drobcev. In me zanima, kako se te zgodbe rojevajo, odkot prihajajo, kdo jih prinaša? Sodelavci, ne, ekipa, in s katero delam in tako, ne, ampak se pravi, ko sem se jaz pripravljal na te procese, sem vedel, da bo ključno vlogo odigral sam proces ustvarjalni z ekipami. Ampak nisem pa vedel, da bo to prav v tolikšni meri, ne. Mislim, da sem se pred začetkom sem ugibal, a bo to možno, sem se bal in tako sem se oborožil res z ogromno enimi materiali, referenčnimi oziroma materiali, ki bi se jih dalo uprizarjati. Ampak so že takoj v prvem procesu v Temišvaru z ekipo sem videl, da so preprosto te življenjske zgodbe
zame toliko zanimive, privlačne, da so dobile glavno vlogo. No? In sem se od tistega trenutka naprej tudi odločil, se pravi, vsi procesi so se odvijali na način, da sem sodelavke, sodelavce, se pravi, igralke, pa tudi ostale, povabil, da delijo zgodbe, družinske, medgeneracijske zgodbe, ki se na določen način dotikajo ali teh let, ali pa enih tem, s katerimi smo se ukvarjali. In tako da to je preplet zgodb, tudi mojih družinskih zgodb, znancev, prijateljev in tako naprej, resničnih zgodb, ki so stkane potem v neko novo zgodbo, v novo fikcijo. Ne? In to je en postopek, ki ni nič v umetnosti, pravzaprav nič novega. No? Ja. Nekatere pa tudi prepoznamo kot avtentično, recimo goriške, nekatere so pa toliko splošne ali pa obče, da jih pač apliciramo lahko tudi na ta prostor in na ta način pravzaprav gradite tudi dramaturgijo, ne? Drži, ja, ampak da bi bil lahko po moje obči, je potrebno biti specifičen najprej. In veliko ljudi je povedalo, recimo prav zdaj, nedavno, včeraj, ali mi je nekdo govoril, recimo ljudje iz Kanade so gledali predstavo zdaj v Novi Gorici. Ne da bi poznali to okolje sploh, ampak je bilo neverjetno, do kolikšne mere lahko človek razume, ne glede na to, da je govor o nekem popolnoma drugem kraju, o kraju, ki ga ne pozna, to seveda sproži asociacije in spomine na naše lastne kraje. Mislim, vsak je od nekod, oziroma vsak ve, kaj pomeni v nekem okolju odraščati, vsak ve, kaj pomeni, ko se odraščaš, srečuješ, ne vem, ali s svojim okolišem, ali pa z reko, ali pa, ja. Vsebinsko je to res nekaj zelo gostega in nekaj tudi vse te zgodbe pravzaprav in njihova povezanost in potem motivi, recimo od katastrof, pa potem mogoče kakšni travmatični družbeni ali pa politični dogodki, naravne nesreče, kot smo videli, potres recimo, in potem na drugi strani ljubezen, sanje, droge, recimo druge resničnosti in tako. Ta preplet in to, kot ste rekli, asociativno grajenje, ne? Tu je neka mreža, ki je pravzaprav podstat. Ja, pojavlja se cel kup enih takih arhetipskih tem, ki so ponavljajoče. Ko ti poslušaš na stotine enih zgodb, življenjskih zgodb, kar naenkrat vzniknejo eni standardni motivi, ki so zgleda ponavljajoči, ki imajo neko moč, ki so tipični in ki jih na nek način poznamo vsi. Ampak meni se zdi mogoče v zvezi s temi zgodbami bistveno reči, da v gledališču, kar se mene tiče, ni bistveno samo govoriti zgodbe, ampak je vprašanje, ampak so te zgodbe kroji gledalčeva fantazija, gledalčeve potrebe na nek način. Mi potrebujemo zgodbe, v katerih se zgodi nekaj, kar se v življenju ne zgodi. Ko je govora o tem, da je gledališče zrcalo družbe, jaz tega ne razumem, da odslikava nekaj, kar je nam pred nosom in kar je očitno, ampak gre v gledališču za to, da se ti ne moreš izogniti srečanju s svojimi željami, ali pa osebnimi željami, ali pa družbenimi željami. In gledališče se je odvedno poigravalo s temi željami in s temi strahovi. In to pomeni, da na en, zdaj ne vem, bolj ali manj subtilen način, recimo v različnih vlogah, gre za to, da ti neke vsebine, ki so mogoče družbeno marginalizirane, tako nekako emancipiraš. Se pravi, v gledališču je mogoče vzljubiti nekaj, kar bi v življenju zavračali. Ali pa kar je preveč vsakdanje, da bi polagali pozornost. No, to je pa druga stvar. Se pravi, obstajajo neke stvari, ki bi jih spregledali in lahko ugledamo lepoto, recimo enih stvari, ki se zdijo na videz popolnoma nepomembne. Ampak družbeno gledano pa recimo
eni ljudje, recimo ene pojave, ki so v družbeno recimo marginalne, ki bi se mi mogoče teh ljudi, celo teh marginalcev, dajmo reči, ne, celo ali pa čudakov, ne, ali pa in tako, mogoče lahko bi imeli zadržke, bi se jih, ni nujno, da bi si ravno želeli se družiti z njimi in tako naprej, pa lahko požanjajo v teatru ogromno imajo ogromnega šarma in smo mi zmožni potem v teatru jih vzljubiti, ne, v bistvu, in razpoznati njihovo vrednost in pomen in tako naprej, ne. Zgodbe sledijo, se pravi, našim osebnim in družbenim potrebam, ne. A ste to mislili s to izjavo, ki sem jo jaz prebrala v enem intervjuju, ki pravi: vedeti je treba, kaj si občinstvo želi oziroma potrebuje in mu potem to ponuditi. Ja, ampak to ne pomeni, ne, da se razumemo kakšno laskanje ali kaj takega, ne. V to past se mi zdaj padajo gledališča, ki mislijo, da poznajo gledalce, pa se izkaže, da jih ne poznajo zares, ne, da jim ne zaupajo zares. Mislim, da je treba publiki izredno zaupati, ne. Ampak verjetno sem govoril o tem. Ja, o čem sem govoril? Ponovadi dajem to primerjavo, recimo te komedijske strukture, recimo Sluge in Gospodarja, ne, ki se je pred stoletji pojavilo, ker naenkrat en brihten sluga, ki prefriga, ne, Gospodarja. Jaz verjamem, da je to bilo za ljudi toliko pomembno in toliko katarzično in je ljudi toliko nasmejalo prav zaradi tega, ker se je zdelo to tako zelo nemogoče. Se pravi, v času, kjer so bile družbene spremembe onemogočene na nek način, pozicije moči so bile tako stabilne, tako se reče, tako nepremakljive, ne. Kje si imel ti zdaj enega sluga, enega služabnika, ki bi prefrigal in tako naprej, ne? In ustvariti, se pravi, prefriganega služabnika, ne? In na nek način onemogočiti malo, omejiti, narediti neumnega, recimo tega Gospodarja ali pa kakorkoli že, ali pa omejenega s predsodki in tako. To je bil za ljudi neverjeten žur, ne? Ampak tam pred nosom oni niso gledali ničesar življenjskega, čeprav je izpadlo neverjetno življenjsko in resnično. Ampak so gledali nekaj, kar so vsi čutili, da bi se moralo zgoditi. In skozi to, ker so čutili, da bi se moralo zgoditi, ali pa željo, da se zgodijo, na nek način so lahko začutili tudi možnost, da se to zgodi. En potencial. In zaradi tega je komedija je v bistvu revolucionarna forma, ne, zaupa, ne, verjame v možnost sprememb, verjame v možnost družbenih sprememb, ampak verjame tudi v možnost osebne transformacije, ne. V komediji se ljudje spreminjajo, ne. No in tukaj v dodekologiji, v teh zgodbah, se mi zdi, da temelji dodekologija na enem pogledu, ki je do človeka prizanesljiv, no, ki ga gleda z distanco, ki gleda življenjske zgodbe, zaključene tako z distanco, kar celo, vse življenje, bi rekel, kako, kdo nekdo je, v dobrem in slabem, ampak poskuša biti ta pogled prizanesljiv in poskuša Predvsem to, ja. sprejemati, ja. To je. Sprejemanje. Ali zato se poslužujete tudi tega, da se igralce poimenuje z njihovimi lastnimi imeni in potem tudi te potujitve v njihovih pripovedih? To je en postopek, ki omogoča potem veliko neke igre, ne. Mislim, da bi bila preprosto zmešnjava, če bi zdaj kar naenkrat operirali z ne vem kolikimi imeni in tako. In skratka, ta postopek omogoča en fokus, ne. To pomeni, da je igralka, igralec, kako bi rekel, s tem, ko je posvečen pripovedovanju zgodbe, neke življenjske zgodbe, neke življenjske usode, je popolnoma jasno, kje je zdaj ta fokus, kje je prioriteta, kaj je tista osnovna vloga, bi rekel, ki je posvečen ali pa posvečena. Ne, ob tem pa govorijo zgodbe tudi drugih in včasih nekateri igralci ali pa igralke se znajdejo tudi v drugih vlogah, ne, ker jih je ogromno.
In zanimiv je ta pač postopek, ker hkrati na nek način govorijo o nekom drugem, ne, ampak z imenom, z lastnim imenom. In to ustvarja, kot rečeno, pač možnost veliko iger. Ne. Poigravanja pravzaprav s to idejo dokumentarnosti in fikcije, kar počnemo ves čas. Ne. Kaj pa vaše intervencije, ali pa mogoče niti niso intervencije, ampak samo pač pojavnosti v celoti, kaj pa to govori o vaši poziciji ali pa vlogi režiserja predstave kot forme? Dobro, jaz sem se v predstavah začel pojavljati že, veliko let nazaj. Ne? In se v teh predstavah nisem pojavljal kot režiser, ampak v neki vlogi, ki sem jo jemal za potrebno. Ne? Včasih so obstajale neke vloge, kot je recimo vodja zbora ali pa naratorji so bili, ampak skratka skozi zgodovino v gledališču so bile različne funkcije, ki so mogoče predstavljale neke vrste most, neko premoščanje med publiko in zgodbo, ali pa med publiko in igralsko ekipo, ali pa med publiko in protagonistom. Vse zbor konec koncev je imel to funkcijo. Se pravi, nekdo, ki je iz strani in lahko zelo dobro sledi in razume pozicijo gledalčevega pogleda in hkrati pozicijo protagonistke zgodbe. Ne? Ko pa govorimo zdaj o sami uprizoritvi, ne, te uprizoritve sodobne so sigurno bolj kompleksne od tega, kot so bile nekoč, se pojavljajo še različni tehnični aspekti, se pojavljajo vprašanje timinga, uvajanja različnih elementov, ne, se pravi, in v nekaterih predstavah potem se pojavi potreba po tem tkanju, ki pa se lahko dogaja samo takrat, v tistem trenutku. No, in tako sem že v preteklosti nekatere predstave tkal, bi rekel, ne, se pravi, se interveniral, bil del predstave, tam, kjer je to potrebno in se umikal iz predstave, ko ni potrebno in tako. No. In to z veseljem počnem, ko se mi zdi, da je to potrebno, in to omogoča tudi en prostor ene igre, ne, in tudi ene improvizacije z igralci in to super početi, ja. Čeprav mislim, da improvizacije ni prav veliko, ne, glede na to, da tudi tekst vas preveden in tako, ne. Ja. Se pravi, ta besedila, te teksti so vsi naučeni do vsake vejice, ne. Evo, očitno, ne, je tako. Ampak ste opazili, ne, da ko gre za moje intervencije, ne, nekatere gre za prevod na licu mesta, to je z razlogom, ne. Okay. Pa z razlogom prav zaradi tega, da bi obstajal nek prostor, čeprav se zdi minimalen, ampak je bistven, na kakšen način se intervenira, o čem se spregovori. In na kakšen način se spet ruši neko konvencijo. Ne? Tako, ja. Recimo tudi pri tej predstavi, ki smo jo gledali na Štadionu, jaz nekako slutim, da je bila ta napaka tonska zrežirana. Mogoče že kakšna druga. Ja, jaz pogosto rečem, ne, se pravi, ko gledališče zafunkcionira, ne zafunkcionira samo za nekoga, ampak zafunkcionira za vse, ki smo v tistem trenutku prisotni. In to bojo znali ljudje potrditi. Se pravi, ta stvar zafunkcionira ne samo za gledalce, ampak zafunkcionira za igralsko ekipo, zafunkcionira za tehnično ekipo, zafunkcionira v prostoru. Vsi skupaj se zavemo, da je nekdo nekaj naredil, a pa da je nekdo nekaj izrekel, a pa da se ustvarila točno ena določena tišina. Se pravi, nobenega dvoma ni. In mi, se pravi, smo v gledališču v iskanju, saj jaz, točno te ravni ene gledališke objektivnosti. Se pravi, ni nobenega dvoma, da se je nekaj zgodilo. Osredotočeni smo vsi okrog točno nečesa, ali ene teme, enega vprašanja, nečesa, kar je nekdo naredil in tako naprej. In ko se pristopa na ta način, se začnejo dogajati ena taka sovpadanja, te sinhronicitete. Se pravi, nič kolikokrat se nam bo zgodilo potem, da se točno v tistem trenutku zasliši nekaj, recimo, kar je pomenljivo. Se zasliši zvonove. Nekdo je pa ravno kar govoril o nečem. In se zdi, da je to istočnica, da so zvonovi začeli zvoniti. Ne? Se pravi, ko se
gledališče zgodi, se začnejo stvari poklopiti, ko se reče, poklopijo se. In ena od zgodnjih nerazumevanj v bistvu zame je bilo točno to, da razumem, da so lahko stvari ločene. Se pravi, kaj bi rekel, da je lahko igra dobra, ne pa, da bi rekel, zajemala vse te ravni. Ne drži. Ne drži. Ko nekaj štima v vseh pogledih, štima v prostoru, štima v vseh pogledih. Ne? No, in v tem smislu mi vedno delamo na način, da sploh ideje napake ni. In to ni preprosto, ker zapadamo vedno znova v neke zaključke, ampak dejansko pa, ko se pristopi na ustvarjalen način, napake ni, ideje napake ni. Ker se v bistvu nenehno sprejema vse dejavnike, s katerimi v tistem trenutku igramo. In včasih je to velik izziv. Na stadionu recimo je bilo vprašanje vremena. Mi smo 10 dni igrali tam z neurjem. In je bilo vprašanje prav to, kako igrati s tem, da to ni motnja, ampak da je del tkiva. Ne? Sploh ni bilo preprosto. Ampak zadali smo si to, da je to možno. No? In potem, ko pride do tehničnih, takih in drugačnih dogodkov, radejo ti dogodki vedno pomenljivi, to pomeni vsebinski. Ne? Mi projeciramo pomen in z razlogom. In če se mi vsi skupaj zavedamo tega, potem seveda te napake ni. Ne? In potem na nek način sploh postane sekundarno to, kaj od tega je dogovorjeno, na kakšen način in tako naprej. Ne? Bistveno je, da se dogaja, bistveno je, da se skozi to dogaja neka nepredvidljivost, zaradi katere mi prihajamo v bistvu v gledališče, ne? In razumemo gledališče kot igro. To pomeni nekaj, kar ima neznan izid. Ne? Kar bi jaz lahko pomislila, da se pravzaprav neka filozofija začenja, ne? Tudi neke svobode, če ni napake, potem se odpira svoboda, ne? Tu. Ali je to mogoče ta svoboda, ki jo tudi razumemo, svoboda v igri? Ja, je filozofsko vprašanje, no, se mi zdi. Jaz mislim, da mi uživamo, ko srečamo v gledališču visoko stopnjo spontanosti. Ne samo v gledališču, tudi v športu. Ne? Mislim, nas navdušujejo igralci, ki so do neverjetne mere vešči in razigrani in odzivni in tako naprej. In navdušuje nas in inspirira nas in govori nam, da je nekaj možno. Se pravi, da je stopnja, visoka stopnja neke odzivnosti, visoka stopnja živosti možna. In v gledališču nam to lahko igralci govorijo skozi način, kako so in skozi zgodbe, ki jih govorijo. In nam na ta način dobesedno dajo upanje, da je možno na življenjske izzive, življenjske odnose, ne, in situacije se odzvati bistveno bolj spontano, kot smo mi tega zmožni v lastnih omejenih življenjih. In zato zame je gledališče prostor svobode. Zame je gledališče, ko neha biti spontano, ko neha biti živo in odzivno in izredno v tem smislu, ne, se pravi izredno nevsakdanje, ne, potem neha biti smiselno. Ne. In jaz mislim, da je to, da gledališče, ki ni spontano, dela družbeno škodo, ne? Ker nas samo zabija in ukoreninja. Predstavljajte si, gledaš neko dolgočasno predstavo, zaprašeno, kjer imaš občutek, da se v njej ne more nič zgoditi in se ne bo zgodilo, ti upaš vseeno tam, pa se vseeno ne zgodi. Ne? Se pravi, utrjujete v prepričanju, da v lastnih življenju in v družbi nič ni možno. Ne? Okay, se pravi, umetnost, ne, ki ni vznemirljiva, na nek način utrjuje vse slabo v družbenem redu. Ne. In misel to, ne, da tega ne počne in da je vse eno, ne, je po moje napačna. Ne. Zato si jemljamo to, ali pa jaz jemljem to kot misijo, mislim v smislu to, se pravi dogodek, spontanost, živost v neki predstavi ne pade z neba.
to ne pade z lune. Mislim, treba je ogromno stvari narediti in veliko stvari je treba razumeti, da bi se zgodilo. In da bi se ljudje, potem publika, iskreno odzvali ali pa dvigant ljudi na noge. To, če nekdo misli, da to pade z lune, da to, me razumete, in da je to kar naključje tako, me razumete, da se tako, tako je bilo, pa je bilo res tako, pa in pač ne, okej. To se naredi in mi smo mojstri, ki to počnemo in ki vemo, kaj treba narediti in ki vemo, kako težko je to narediti. In kako je težko je peljati ljudi, me razumete, da se jim nekaj zgodi in da jim nekaj pomeni in da jih nekaj preseneti po vsem, z vsemi informacijami, ki jih imamo danes in z vsem, da je v bistvu možno ljudi na nek način pritegniti, ne, in presenetiti in jim dati misliti in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Ja. Hvala lepa. Spoštovani poslušalke in poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. O gledališki dodekalogiji 1972-1983, 12-mesečnem gledališkem projektu, ki nastaja pod okriljem Evropske prestolnice kulture GO 2025 in v soprodukciji več institucij, sem se pogovarjala z režiserjem in idejnim vodjo projekta Tomijem Janežičem. Oddajo je posnel in zvočno oblikoval Vjekoslav Mikes, pripravila sem jo Petra Tanko. K poslušanju drugega dela pogovora vas vabimo čez teden dni. Za vnovično poslušanje je oddaja Oder na voljo na naših spletnih straneh in med podcasti. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas prijazno pozdravljamo.